Lep in prijazen dan želim iz Dunaja. Natančno nahajam se na področju trga ob Karlovi cerkvi. Tukaj pred seboj vidite neke bele šotore, vendar brez strahu. Dunaj še vedno niso osvojili Turki, čeprav jih je v glavnem mestu Avstrije res veliko. Ti šotori so namenjeni čemu drugemu. Namreč praznovanju 120. obletnice javnega prevoza, kjer bodo meščani, meščanke, turisti in turistkinje lahko sodelovali pri programu predstavitve javnega prevoza pri naših severnih sosedih. To se bo zgodilo 9. septembra, ko Wiener Linie vabi sem na to prizorišče ljudi, da z njimi skupaj proslavijo ta zanimiv dan in sveta 120. obletnico njihovega delovanja. Vstop bo seveda prost, mi bomo tukaj, torej, če smo nekaj povedali povezano z 120. obletnico zgodovine dunajskega javnega prevoza in ob tem dodamo še podatek, da je tam zaposleno preko 7000 ljudi, v celotnem področju njihovega javnega transporta 42 000, je seveda to podatek, ki pove veliko o avstrijskih železnicah, predvsem pa o notranjem prometu, imenovanem lokalno področje prevozov oziroma področje, ki ga upravlja podjetje Wiener Linie. Ta je res nekaj posebno organiziranega, saj v bistvu na Dunaju lahko potujete številnimi različnimi prevozi, podzemno železnico, novimi in starimi tramvaji, avtobusi, seveda tudi s kolesi, motorji in pa seveda električni avtomobili. Torej, vse imate na voljo, kar premore urejeno mesto. In Dunaj sodi mednje. Lepo se imejte, lep dan vam želim. Torej, ni strahu, da bi te šotore ali pa iz teh šotorov skočili Turki in osvojili avstrijsko prestolnico. Čeprav je res zanimivo, da jih je v 10. becirku, kjer sem bil pravkar, veliko število in deluje zelo turško. Lepo se imejte in nasvidenje iz Dunaja.